Zmagoviti niz se je končal v Velenju. Gol Novakovića v prvem polčasu ni bil dovolj in končalo se je 1:1 z delitvijo točk. V primerjavi z zadnjo tekmo v Kopru je Darko Milanič moštvo spremenil samo na enem mestu. Prav Milivoje Novaković je vstopil v prvo enajsterico namesto Markosa Tavarosa in Novaković je imel tudi prvo priložnost na tekmi. V 4. minuti je po globinski podaji Dareta Vršiča prišel do prvega soočenja z domačim vratarjem Radanom. Dve minuti kasneje prva priložnost tudi za domačine, toda po strelu Merja je Handanović dobro izbil. V 26. minuti pa vodstvo za Maribor. Ponovno globinska podaja čez velenjsko obrambo, tokrat avtor podaje Kapha, Novaković pa zanesljivo pod prečko. Domačini so znova zapretili le v nekaj minutah. Prosti strel je izvedel Vručina, Handanović pa se je znova izkazal. Do konca polčasa še ena izjemna priložnost za povišanje vodstva. Ponovno je bil avtor podaje Kapha, tokrat nehote ob poskusu strela, Zahović pa je z levico meril za lasne natančno. Na polovici drugega polčasa pa izenačenje. Akcija Velenjčanov se je začela na levi strani, Trifković je podal na drugo vratnico, Bolha je žogo zavrnil, Janža pa nesrečno je zbil natanko pred noge Vručini. Narobe je bilo to, da smo v nekem trenutku nehali igrati, se ustavili v fazi, ko smo imeli žogo. Plan je bil, da bi zadeli še enkrat, da bi napadali, da bi igrali naprej, da bi imeli posest in preko te posesti bili učinkoviti in dobri. To se ni zgodilo in to je razlog, da danes tekme nismo zmagali. Do konca tekme ena prava priložnost po številnih menjavah in sicer je po podaji Novakovića Sani meril previsoko. Na drugi strani pa je Handanović ubranil strel Bolhe. Imamo malo težavo, da vedno, ko damo gol, se nekako potegnemo malce nazaj. Nerazumljivo, to moramo predvsem v glavah moramo to odpraviti, ta problem. Mi nismo bili danes pravi, nismo imeli tiste prepoznavne posesti, nismo bili nevarni za njihov gol, tako kot smo bili v prejšnjih tekmah. Ampak, ko prije taka tekma, ta serija je končana in zdaj se pripravljamo za Domžale. Končalo se je z 1:1. Zmagoviti niz se je končal po 6 zaporednih zmagah, prvenstvo pa se nadaljuje po slabem tednu. V soboto zvečer ob 20:15 v Ljudskem vrtu gostimo Domžale.